Lep pozdrav vsem skupaj. Danes bom naredil video o Verge coinu. Kar nekaj ljudi me je že vprašalo glede tega coina in potem še čisto naključje, da eden izmed traderjev, ki jim redno sledim, pravzaprav moj najljubši trader, v bistvu tale gospodič Phil Kone, je naredil video o tem. Tako da v bistvu bom jaz govoril o tem, kaj je on povedal, ker jaz nimam toliko veliko izkušenj s tradanjem altcoinov, še posebej s takimi, ki niso tako priznani. Ampak vsekakor zelo zaupam temule traderju, ker je na sceni že veliko let in res ve, kaj počne, in tudi ta sama analiza, ki jo naredi, mi je nekako logična. Zato sem se jaz odločil, da bom tukaj investiral. Oziroma sem že, pol pozicije sem dal že noter, pol še čakam, da vidim, kaj se zgodi. Tako da ja, pogledajte si ta njegov video. Ampak bom jaz tudi vse tukaj razložil, malo krajše kakor on. Ok, pa kar pejmo. Seveda še prej risk disclaimer, splošni pogoji, jaz nisem finančni advisor, to je samo moj pogled na market in ni signal, lahko si preberete. Ja, ponovadi bolj delam Bitcoin analize, ampak tukaj je tudi velik potencial v teh altcoinih, to vsi vemo, zato me tudi ljudi, precej veliko ljudi sprašuje o tem. In ja, kaj vidimo pri Vergeu, sprav XVG BTC, Binance. Lahko tudi recimo na temule primeru bom tudi razložil. Ko me ljudje vprašajo, kje menjalnice zbrati, sem že razlagal v videu, ampak recimo to je dober primer, da pokažemo. Pogledamo, kje se to trguje, povemo, ok, Bittrex, Binance, Upbit, tukaj se to trguje. Tako da katerikoli izmed teh kriptopija je kar znana. Binance sigurno zelo priljubljena. To imamo vse na coinmarketcap.com, markets, in potem to pogledamo. Za tiste, ki še ne veste. Ok, no se pravi, kaj se tukaj dogaja, je tale oblika, ki jo imamo zdaj pri Vergeu. In ta oblika se dostikrat pojavlja pri teh kovancih, in sicer temu se reče wedge, falling wedge, kar v bistvu je dosti bullish, oziroma nam daje znak, da čaka na to, da prebije tole linijo in gre potem precej više, to kar eksplodira potem na gora, ne. In potem se naredi takole Fibonacci, nimam treba razumeti tegale, ampak naredi se Fibonacci retracement, da se določi, kje je cilj, in cilj je visoko gori tam prvi. Moj prvi target je tukaj, 2458. In to ima zelo velik potencial, če gledamo zdaj, smo na 600 ali pa 700, se pravi, tukaj so 300%, tukaj je 300% dobiček, se pravi, če damo 100 evrov, bo 300, in drugi take profit bomo vzel tukaj. Se pravi, večino bomo vzel tukaj, 66%, si rad zagarantiram, in ostalih 33% vzamem tukaj, to je moj plan. In v bistvu s pol pozicije sem šel že notri, pravzaprav včeraj pozno zvečer, še preden je začel sekati na gor. Ampak seveda to zdaj lahko kar traja nekaj časa, zdaj ne vemo, kdaj bomo presekali tole črto nadol. A je to danes, a je to čez en teden, a je to čez en mesec, vsekakor lahko je tale scenarij čisto možen, da se še premikamo dol. Se pravi, ne vemo točno, kje bomo šli skozi to, ampak kje obstaja seveda možnost, zato ker se Bitcoin premika na gor, ne vemo še kam gre, ampak če presekamo tukaj, jaz sem se odločil za nakup včeraj tukaj in zdaj čakam, da to presekamo in se potem odbijemo, to smo že velikokrat povedali, na nekem supportu, se pravi, da gremo gor in potem vedno ne gremo kar navpično gor, ampak se potem malo ustavi, zadiha in potem tukaj bom vstopil še za ostalo polovico. Tako da ja, tleki so res veliki donosi, je pa to, se mi zdi zelo primerno za
tiste, ki niste tako aktivni in samo želite najti nek kovanc, ki ima potencial za recimo naslednjih 3 do 6 mesecev. Ker tukaj treba biti potrpežljiv, to ni day trade, to je res ta v bistvu skoraj ne investicija. Tako da ja, tle risk, se pravi, kakšen je rizik. Tukaj imamo nek support, se pravi, če investiram tukaj, kupam pri 620 satošijih, se pravi, okrog 620 lahko pač zgubim, seveda, na 300, se pravi, lahko zgubim 50% investicije, evo to piše tukaj, 46% lahko zgubim, ampak kar lahko dobim je pa 300%, se pravi, kar je 6-krat več, 6:1 risk to reward ratio se temu reče, in to je samo na prvem targetu, še višji target, potem gor, gre dejansko do 500%, se pravi, če damo 100 evrov, pridemo na 500 evrov, riskiramo pa samo 50, tako da se pravi 1:10 risk to reward za tale višji target. Tako da sigurno jaz sem se odločil za ta trade. To je po tehnični analizi, treba se zavedati, da imamo zmer dva načina analize. Ok, moram dati slovensko tipkovnico. Dva načina analize. Ok, to imam zdaj tipkovnico. Se pravi, prvi, se pravi, ampak tipkovnico sem zamenjal v slovensko. Prvi način je tehnična analiza. To je to, kar smo naredili zdaj, pogledamo graf. Drugi način je pa v bistvu fundamental, se reče v angleščini, se pravi, da raziščemo, kaj se s kovancem dogaja, pogledate si, kateri so razvijalci, kakšen je njihov plan, kakšna je njegova uporabnost. Ne poznam slovenske besede za to, tako da bom kar pustil fundamentals, ampak v glavnem se gre za to, da preučimo, kaj se dogaja okrog kovanca, in to, kar sem zdaj povedal, je tehnična analiza, jaz se fokusiram na to. Pogledal sem si, malo sem si prebral o tem kovancu, ampak nisem jaz specialist za te zadeve, jaz sem bolj specialist za tehnično analizo. Ampak treba se tudi zavedati, da tukaj tehnična analiza ni tako, recimo, kompleksna kot pri Bitcoinu, zato ker enostavno nimamo dovolj volumna, tukaj to se ne trada tako aktivno kot Bitcoin, tako da tudi kot mogoče opaziti, nimam nobenih indikatorjev, tukaj ponovadi imam indikatorje in se res pri takih manjših kovancih enostavno ni dovolj podatkov, da bi bili ti res verodostojni te indikatorje, tako da čisto osnovna analiza samo iz te oblike. Ok, imamo tega Fibonaccija noter, pogledamo čisto, kaj se s ceno dogaja, lahko si malo pogledamo ta volumen. Volumen nam vse nekaj pove tlele, in sicer pove nam tlele, kot vidite, da je močno padel. Kar v bistvu hočemo videti, tem smo se pogovarjali, če ste pogledali moj video o 5 fazah, ki se dogajajo z vsakim kovancem. V bistvu želimo mi investirati takrat, ko je za dolgi rok, takrat, ko se ne dogaja nič pretresljivega, ko nekako je zatišje. Nočemo investirati tukaj, ko smo na vrhu, ampak ko je to v novicah, kot pri Ripplu, ko smo se pogovarjali, ampak takrat, ko se o tem ne govori. Tako da tale Verge res gleda po tej analizi, zgleda zelo, zelo perspektiven. Ok, mislim, da je bilo to precej razumljivo, tako da mislim, da bomo na naslednjih nekaj dneh naredil še podobne analize za Hive, DTR, zato ker tiste kovance že sam držim. Pa ja, če imate še željo za kakšnega drugega, lahko naredimo podobno stvar. Bom pa zato, ker sem sam tudi v tem kovancu spremljal, kaj se dogaja. Ko bom vzel prvi profit, ali pa ko bom, se pravi tukaj, ko bom izstopil iz trada,
če se obrne proti nam, bom tudi objavil video, tako da bo v bistvu vse, boste imeli update, kar se tega tiče. Tukaj je mogoče še ena stvar vredno omeniti, in sicer, da je OMG, najbrž ga poznate, ki je imel zelo lep run na gor, je imel podobno situacijo tega wedge, ampak jaz nisem bil v tem, ta trader, ki v tem razlaga, to tudi razloži. Ampak ja, zato si lahko tudi pogledate njegov video, ampak dejansko gre za podobno stvar, za podobno smer, gre za tiste wedge, tukaj je ta wedge, prav lahko vidimo, da je bila tlele identična situacija, kot je trenutno pri Vergeu. Spravo pri Vergeu smo tukaj nekje. Ne vemo, kje v tem trikotniku smo, ampak kot vidimo potem, zatem kaj se zgodi, imamo to eksplozijo. Tukaj zelo podobno vidimo, da je šel volume nadol, se pravi, nekako to zatiše, in potem se je tukaj začel, ko je to presekal, je šlo nagor. Zelo eksplozivno, nekaj časa je to trajalo, se pravi od nekaj od novembra do januarja. Se pravi 2 meseca in pol, in imamo profit 300 do 500% profit. Tako da ja, vse je to riskantno, jaz tukaj vstopam recimo z manjšim deležem svojega, recimo 10% svojega kapitala, ki ga imam namenjenega za kriptovalute, za ta coin. Ni to coin, na katerega bi se pravi ustavil kompleten kapital. Ok, hvala za vaš support, prosim polajkajte, pa šerite in srečno.